Kje ste dobil motiv oziroma navdih za novo knjigo Abeceda okusov Slovenije? Kot vemo, je abeceda nek sistem, nek red. In v Sloveniji smo leta 2006 dobili prvi element, pa prvi del tega reda, in sicer strategijo gastronomije Slovenije. Naslednji korak je bila abeceda okusov Slovenije. Res pa je, da tudi nekatere druge države v svetu take abecede že imajo, recimo sosednja Italija, ki je tako knjigo izdala, oziroma brošuro, boljše rečeno, za potrebe njihovega nastopa na svetovni razstavi Expo v Milanu. V tej knjigi je seveda za vsako črko v abecedi izbrana določena jed, ker pa imamo za posamezne črke v abecedi v Sloveniji več jedi. Te jedi seveda tudi navajam pod črto ali pa bi rekel na koncu strani, da ljudje vidijo pravzaprav kakšno kulinarično bogatstvo imamo zbrano v Sloveniji. Kakšen pa je pravzaprav namen te knjige? Namen te knjige je večstranski. Najprej seveda promotivni, to se pravi predstavitev slovenske kulinarike našemu prebivalstvu in pa tujini. Zato je založba izdala tudi knjigo v angleškem jeziku, kar me še posebej veseli. In posebnost te izdaje je v tem, da so vse jedi navedene v originalni slovenski varianti, zraven pa je v oklepaju napisana izgovorjava, zato da bo angleško govoreči bralec znal pravilno poimenovati določeno jed. In šele potem je tudi prevod. Se pravi, prekinjam s to dolgoletno slovensko prakso, ko skušamo vse mogoče žgance in ne vem kaj še vse do nemoglosti prevajati v bolj ali manj posrečene ali ponesrečene variante, ampak nagovarjamo angleško govorečega bralca z originalnimi slovenskimi nazivi. Torej je v knjigi poleg opisa tudi recept? V knjigi je poleg opisa, poleg zgodbe o posamezni jedi, tudi recept za to jed in pa fotografija. Opozarjam na to, da je to fotografija klasične, originalne jedi, da pa seveda, to je pa naslednji namen te knjige, želim in želimo seveda vsi, da bi naši gostinci iz tega osnovnega izhodišča potem ustvarjali določene nadgraditve, kombinacije in druge možnosti, ki jih omogoča kulinarično bogatstvo Slovenije. Torej, da še nekaj razčistiva, obe knjigi v slovenščini in v angleščini sta že izšli? Obe knjigi sta že izšli, sta na voljo v prodajni mreži in upam, da bo založba poskrbela, oziroma vem, da bo poskrbela, da bo angleška verzija tudi ustrezno zastopana na tujih trgih. To se mi zdi pa, da je zelo pomembno tudi zaradi tega, ker smo mi z našimi knjigami, ne samo kulinaričnimi, tudi kakšnimi drugimi, zelo slabo prisotni v svetu. Zaradi tega potem tudi nismo zastopani v raznih skupnih evropskih ali pa svetovnih publikacijah. Tukaj bi lahko našteval celo vrsto primerov, recimo v monografiji o klobasah Evrope Slovenije sploh ni, so pa recimo tam zastopane Črna Gora, Albanija, da naštejem recimo dva malo bolj ekstremna primera. Vi se želite, da bi poleg te knjige išla v kratkem še ena? Moja želja je, da bi prišlo do nadgradnje prvotne moje knjige z naslovom Okusiti Slovenijo. Ta je šla tudi v angleščini. Knjiga je dobila tudi nagrado za najboljšo na svetu. Namreč v tej knjigi imam zbranih nekaj čez 200 značilnih slovenskih, lokalnih in regionalnih jedi. Po nekaterih dopolnitvah je zdaj ta številka 315. To se pravi, potrebujemo novo izdajo in prav to novo izdajo želim pripraviti tako, da bi 5 najboljših slovenskih kuharjev pripravili posamezne jedi na sodoben način in na ta način tudi vzgajali domače prebivalstvo, tujim turistom in drugim, ki iz tujine prihajajo v slovenski prostor ali pa so v stiku z našo kulinariko,
pa pokažemo, kaj znamo iz tega slovenskega bogatstva tudi narediti v sodobnem kulinaričnem smislu. In za konec, kako naj se lotijo bralci branja te vaše knjige? Ja, tako kot abecede, od A proti črki Ž, ali pa obratno. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi vam in veliko uspeha pri kuhanju.